Že tukaj Valentin, ura je 10:14. Trenutno v slovenskih medijih zelo odmeva novica o samomoru ravnatelja neke mariborske šole kot posledica javnega razširjanja video dokaznega materiala, za katerim naj bi se izkazovalo, da je imel ravnatelj na delovnem mestu spolni odnos z eno izmed učiteljic. In zaradi tega javnega medijskega linča in obsojanja tega ravnateljevega dejanja je on očitno tako obupal, da je naredil samomor. In z samomori imam tudi jaz kar nekaj izkušenj, ker je že skozi srednjo in tudi osnovno šolo nekaj mojih sošolcev naredilo samomor, potem tudi v kasnejših letih, in tudi moja mati je naredila samomor. Kaj torej pripelje človeka do tega, da obupa, in kdo je odgovoren za to? Konkretno v tem primeru samomora ravnatelja so seveda veliko vlogo igrali mediji, javni mediji, ki so povzeli ta videoposnetek. Torej, ko so učenci s svojim mobilnim telefonom posneli video tega prizora in ga javno objavili na internetu. Novica o tem se je torej zelo hitro razširila, in to brez zavedanja, kako bo to vplivalo na te osebe, ki so bile udeležene v tem videoposnetku. Gre tukaj v prvi vrsti za nepremišljeno dejanje, ko nekdo enostavno posname nekaj ali naredi neko dejanje, brez da bi se zavedal, kakšne posledice bo to dejanje nosilo na vpletene ljudi ali druga živa bitja v prihodnosti. Ko ljudje nekaj počnemo, nekaj naredimo, zelo malo razmislimo o tem, kakšne posledice bodo imele naša dejanja v prihodnosti na druga živa bitja, in zato imamo na tem svetu takšno stanje, kot ga vsi lahko opazimo. Ko kljub človeški vrhunski inteligenci in tehnologiji ne moremo poskrbeti niti za to, da bi se prenehali med seboj pobijati in da bi nahranili vsa lačna usta. Vsak, ki je sodeloval v tem primeru, tudi tisti, ki so spremljali te dogodke, te videoposnetke spolnega akta ravnatelja, in ki so z svojimi očitki sodelovali, so prispevali k temu, da je ta ravnatelj naredil samomor. Seveda pa glavno odločitev je ravnatelj naredil sam. In ljudje seveda so lahko notranje tako trdni, da se izognejo mnenjem
drugih in se postavijo za sebe, ali pa podležejo kritiki drugih ljudi. Tisto, kar nas notranje sabotira, so naši lastni miselni vzorci, naše lastne misli, ki so informacije, prepričanja, ki jih od zunaj sprejmemo v sebe. In ravnatelj je očitno dopustil, da so določene besede prišle v njega in da so se v njegovem umu ponavljale toliko časa in ga toliko časa prepričevale, da za njega na tem svetu ni več rešitve, ni več obstoja, da se je odločil zapustiti ta svet. V končni fazi je največji sovražnik, ki ga imamo, v nas samih, in to je naš ki nas sabotira z proizvodnjo misli in energij, ki jim rečemo čustva in občutki. Zato v osnovi, če hočemo premagati trpljenje na tem svetu, moramo v osnovi delati na sebi, da se osvobodimo vpliva našega lastnega uma in da smo sposobni učinkovito dihati, biti eno za svojim fizičnim telesom in se zavedati, da smo mi materija, fizikalna, pojavna oblika obstoja, ki jo ne more prizadeti nobeno mnenje drugih. To je seveda kar zahteven proces, ki zahteva ozaveščanje in odpuščanje kopice sprejetih miselnih vzorcev. Zato je koristno, da vsak čim prej začne z tem procesom. V veliko pomoč je odličen spletni tečaj DIP Light, ki je brezplačen uvodni tečaj za spoznavanje delovanja uma. Zato vam predlagam, da se ga udeležite tudi vi. Povezavo do njega boste pa našli v opisu tega videoposnetka. Toliko glede tega, lepo se majte in nasvidenje.